Živijo, tukaj na Mesarskem mostu sta svojo ljubezen zaklenila Filipineli. In upam, da bomo malo ljubezni razdali tudi mi danes, poleg ljubezni pa valjda še 40 evrov. Gremo se namreč kviz Poberi v mestu. 7 vprašanj, 7 pravilnih odgovorov, dobi se 40 evrov. Enkrat se vprašanje lahko zamenja, enkrat se lahko enega drugega vpraša za pomoč. Jaz sem Marcel Nachtigal in vi gledate kviz Poberi v mestu na TV3. Živijo, punce! Živijo! Se upravičujem, ker vas motim pri hrani, ampak toliko ste mi bili simpatični in sem se odločil, da se bom kar zraven usedel. Mi se igramo en kviz, a je mogoče kjera od vas za akcijo? Ja, jaz bi. Ja? Ti bi? Ti bi isto? Ti pa si? Jaz sem Breda. Breda, živijo, Marcel, me veseli. Gospodična? Maja, me veseli. Super, no, Breda, potem bom pa jaz najprej pustil, da poješ, potem greva pa kar s kvizom. Z Majo se bo pa potem preselila mal na sonček. Prva udeleženka v današnjem kvizu Poberi v mestu je Breda, študentka, in ona je odločena, da danes zmaga teh 40 evrov in svojim kolegicam počasti kosilo. No, ja. Upajmo na najboljše. Kviz ima 7 vprašanj. Če na vseh 7 vprašanj odgovoriš pravilno, dobiš teh 40 evrov. Enkrat lahko vprašanje tudi zamenjaš, enkrat lahko vprašaš nekoga drugega za pomoč, lahko kakšno kolegico, ki tukaj sedi, koga pokličeš po telefonu, po želji. A si pripravljena, da začneva tale kviz? Dobro, ja. Si pripravljena? Super. Prvo vprašanje. Kako se s kratico iz 3 črk označuje kratko sporočilo poslano iz mobilnega telefona? SMS. SMS? To tvoje... Zadnji odgovor. Zadnji odgovor? Ja. Odlično, pa smo pa že na sedmini tega najnega kviza. Odgovor je pravilen. Greva kar naprej na drugo vprašanje. Koliko točk v evropski košarki prinaša zadet met izza črte, ki je od koša oddaljena 6,75 metrov? Si predstavljaš koš in je okrog črta narejena, oddaljena 6,75 metrov. In če košarkar izza te črte zadane točko... 3. 3 točke, 3. 100%. Odgovor je pravilen. To so 3 točke. Gremo naprej. Tretje vprašanje. Kaj v italijanščini pomeni fragola? Znaš italijansko? Pomoč. Ne, zna pa kolegica tule, tako da bom njo za pomoč. Bo izkoristila pomoč in kolegica zna italijansko in bo odgovorila, prosim, jagoda. A sprejmaš ta odgovor od kolegice? Sprejmem. Ja? Torej, jagoda, zadnji odgovor. Jagoda je pravilen zadnji odgovor. Tok, da zdaj sva že čez 3 vprašanja prišla, na polovici sva, eno pomoč sva porabila, eno pomoč še imala. Torej, enkrat, če lahko zamenjaš vprašanje. Četrto vprašanje. Kako se imenuje okrogli kruh iz koruzne moke, popularna priloga v mehiški hrani? Če gremo mehiško hrano jest, imamo tak zelo tanek... Tortilja. Tortilja, to je zadnji odgovor. In druge besede ne poznam, tako da ja. Se pravi, če nič drugega ne poznava, mora biti to. Ja. Tortilja, pravilen odgovor. Super. Čez 4 vprašanja sva že prišla, 7 jih imava. 5. vprašanje, ki se ga dokaj hitro mogoče da zračunati, odvisno koliko dobro si v matematiki. Koliko ur ima en teden? Aha, okej. 24 ur v dnevu, 7 dni v tednu. 140 pa 28, ne, je pa 168. 168. So pravilno zračunala? 7x2 je 140, 7x4 je 28, ne, 168. Ja. Zadnji odgovor. Pravilen zadnji odgovor. 5. vprašanje sva zdaj pospravila, 168 ur je v tednu. Greva kar naprej na 6. vprašanje. Dobro nam gre, še 2 vprašanji imava, pa še eno pomoč lahko koristimo pri teh 2 vprašanjih. 6. vprašanje, kako se imenuje slovenska pisava, ki jo je izumil Franc Serafin Metelko? Metelčica. Metelčica? Pa ja. Ni gajica. Je metelčica. Pa če ga gajice ni naredil metelko, no. Sva pripričana? Pa ja. Odlično.
To je pravilen odgovor. Pa sva pri zadnjem vprašanju. Pravilno odgovoriš tole zadnje vprašanje, dobiš 40 evrov. Še vedno pa lahko tudi koristiš pomoč, če ne bo slučajno vedel. Zadnje vprašanje. Iz katere rastline, katere semena pogosto najdemo posuta po kruhu, se pridobiva opij? Mak. 100%? Mak, ja. Ne bo imela velikega razmišljanja. Ne bo. Suvereno? Ja, suvereno. Odlično, potem pa suvereno vzamem tale odgovor, ki je pravilen. In bravo, usvojila si 40 evrov. Wow. Tako da, kolegice, ste lahko zelo vesele in navdušene za njo in rečete, da danes počasti kosil za vas. Tako, dragi moji, mi pa gremo naprej na iskanje novih udeležencev kviza Poberi v mestu. Kviz je bil v redu, vprašanja so bila tudi v redu. Meni so šla super, ena pomoč je pač bila izkoriščena, ampak sem prišla do cilja in meni se zdi, da je to tono. V romantičnem vzdušju ob Ljubljanici se mi pridružuje Maja iz Nove Gorice. Maja, ti si študentka in pripravljena si, da odgovoriš na vseh 7 vprašanj. Sem. 7 vprašanj odgovoriš pravilno, dobiš 40 evrov, kar dobro za študentski budžet. Imaš pa na voljo tudi 2 pomoči. Enkrat lahko vprašanje zamenjaš, enkrat lahko nekoga drugega vprašaš za pomoč. Si pripravljena? Sem. Odlično, potem pa greva kar na prvo vprašanje. Vprašanje številka 1. Iz katerega položaja bo štartal voznik Formule 1, ki je v kvalifikacijah dosegel pole position? Poznaš kaj Formulo 1? Zdaj bi tle moj fant rekel, da kako da tega ne vem, ker smo lih zadnjič gledali in je bil takrat, ko sta se. Zdaj, iz tega sem dobil eno pomembno informacijo, da imaš fanta. To bo zdaj obrnil tok te igre. Ja. Pole position. Najpomembnejši položaj. Zdaj to je, ali je to. Mislim, nekako me usmerja k temu, da je to neka ful dobra pozicija in da bo iz prvega položaja. Ampak se ne upam odgovoriti tako. Ja, ampak če tako misliti, se prav tudi vedeti, a ne? Tok, da kako bo odgovorila na tole vprašanje? Pa jaz bom kar rekla, da to je iz prvega mesta. Iz prvega. In sva kar zihar za tole prvo, a ne? Ja. Potem pa je to to. Vprašanje je pravilno odgovorjeno. Greva kar naprej na drugo vprašanje. Kako se imenuje neodvisna država, nastala iz Uzbeške republike po razpadu Sovjetske zveze? Nastala je iz Uzbeške republike. Ja, če je nastala iz Uzbeške republike, bi rekla, da je to Uzbekistan, ne? Misliš? Če mislim, potem tudi vem, ne? No, potem pa je odgovor pravilen. Ja, Uzbekistan je ta država. Ja, nič, greva kar naprej, a ne? Da bova čim hitreje čez tale kviz, ki nama kar teče. Tretje vprašanje. Kako se je imenoval voditelj ruske oktobrske revolucije leta 1917? Zdaj sva na bolj tem ruskem koncu, sva imela Sovjetsko zvezo. 1917 pa je bila oktobrska revolucija. Se spoznaš kaj na zgodovino? Naj bi se. Kdo je bil tak velik frajer oktobrske revolucije, bolševikov in v bistvu te komunistične ideje? Je bil pa... Ja, na hitro bi rekla, da je to Stalin. Ja, ampak še pred njim? Še pred njim je bil pa Lenin. Aha. In koga drugega se pa tudi ne spomnim. Tako da... Se pravi, če je bil pred Stalinom, pa se nobenega drugega ne spomneva? Pol bi kar rekla, da je Lenin. Ja? Ja, v redu, pa naj bo Lenin. 3 vprašanja so že mimo, pri 4. vprašanju sva. To je že kar lepa polovička najnega kviza, pa nobene pomoči še nisva izkoristila. To je tudi super. 4. vprašanje. Kako se imenuje glavni lik Homerjeve Odiseje? Težko vprašanje. Kako težko vprašanje. Ja, to je pač Odisej. Odisej? Ja. Ja, no, kaj ne rečem? Mislim, da tukaj bi pa moja profesorica od slovenščine me kar tako grdo pogledala, če bi koga drugega rekla, a ne? Ja, no, lej, upava, da tvoja profesorica slovenščine tole gleda, pa da je ponosna na tebe. Da je ponosna na tvoje zgodovinsko, geografsko in slovenistično znanje. Ja. No, odgovor je pravilen, seveda, ne? Greva naprej na 5. vprašanje. Po katerem kubanskem mestu je dobil ime ples Habanera? Habanera. Ja. Tak ples
miks španskih, kubanskih, afriških ritmov. Habanera. Ja. Že slišala za ta ples? Nisem. Nisi še. Po pravici povedano nisem. Če se predstavljava te ritme, Ja. so taki bolj groovy, movie. A bi mogoče kakšno pomoč izkoristila? Tukaj. Samo ne vem, da bi to vedel. Lejta, po kubanskem mestu je dobil ime. Havana, Koliko ne kubanskih vem, mest če pa ima to poznava? kaj veze. Ja, si rekla? Ja, Havana, neki mi tako, samo Nekaj od tega, vseeno ja. me moti, zakaj V in B, to mi... Ja, mogoče je malo drugačen jezik, ne pa se malo Ja, spremeni. to je res. Habanera. Zdaj lahko Havana, kakšno pomoč Havana. koristva, lahko pa greva z enim No, bi jaz mestom. poklicala, pa bom poklicala tako. Boš poklicala, izkoristva pomoč, zamenjava to vprašanje in pokličeva nekoga, oziroma pokličeva nekoga, da ti pomaga odgovoriti na to vprašanje. Ja. Jaz boš- vem, da moja prijateljica Špela Ja. se pleše, tako da mogoče pa se kaj spozna na Mogoče te se pa ona plese, spozna. ne? V redu, no pa kar pokličeva prijateljico Špelo najboljš. Da ti bo... kaj pa plešeš, Špela? Špela. Step. Step. Ja. Tako da ne vem lih, ampak recimo, da ne bom lih sama kriva, če narobe odgovorim. Je pa ne? ples, a ne, v končni fazi, to, da sva tam. Ja. Špela isto iz Nove Gorice, Ne, Špela je pa z Ljubljane. Špela je pa z Ljubljane. Ja. Imamo malo vse slovensko povezovanje prijateljev, da najdemo odgovor na to vprašanje. Ja, tako je. Na najno 5. vprašanje. Špela ravno pri pouku mogoče, Ja, ne vem, ali pa na kosilu. ali pa na kosilu. To je kar verjetna varianta. Ja, Zvoni. pa še drugo klicala. A še eno Špelo, drugo Špelo Ne, pokličeva? kličem drugo, ki je zagotovo z njo. Ok. A one dve isto študirata medicino? Ja, vse študentke medicine. O, rabim pomoč. Lahko date tudi na zvočnik, v bistvu. A me poslušate? Po katerem kubanskem mestu se imenuje ples Habanera. Habanera? In tako, dragi moji, čas je, da gremo na oglase, po oglasih pa se vračamo z odgovorom na 5. vprašanje. Ker si enkrat pri enem predavanju slišala čez eno uho in mogoče ti malo noter ostal, Ja. se pravi, Bi je rekla, to da ja. zadnji odgovor tvoj. A sta za eno akcijo? Odvisno kaj, ok, lej, za vaju imam eno vprašanje. A se reče center ali center? Center. Center, kaj pa ti misliš? In mi smo nazaj z oglasov in Ja, saj jaz čas isto je, da razmišljam, samo Maja je še vedno na telefonu in tuhta o odgovoru na 5. vprašanje. Torej vprašanje, po katerem kubanskem mestu je dobil ime ples Habanera. Ja, jaz bi tudi rekla. Če ne, to je tudi najbolj znano, ne? Okay. Premišljuje se o vseh havanskih mestih in o vseh plesih, ki jih poznamo. Ok, čau. Hvala. So skupnimi močmi Ja, namerno nisem hotela reči, kaj jaz mislim. In Ja. oni tudi pravijo, da je Havana. in so one so 100% da je to Havana. Ja, ne, niso 100%, ampak tudi jaz nisem, recimo, da smo 50-50 in skupaj to je 100. Skupaj to naredi kar 100. Ja. Se pravi, smo zihar za tole Havano? Sva. Odlično, potem pa je odgovor pravilen. 5. vprašanje, jaz pa odgovorila Havana. Po Havani je dobil ime ples Habanera. Greva pa kar naprej že na 6. na najno predzadnje vprašanje. Eno, tole pomoč sva porabila, še enkrat pa lahko zamenjaš vprašanje, če želiš. To pomoč še mala. 6. vprašanje. V kateri državi se dogaja vojni film Platoon, oziroma slovensko Vod smrti? V kateri državi se dogaja ta film? Pa moram priznati, da prvič slišim. Aha, Pa je to star film. Ja, ni spet toliko star, ni pa nov film. Zdaj, če je Platoon, če je angleški naslov, lahko sklepava, kdo je to snimal. Američani. Američani, ok, Američani. In oni snimajo vojne filme od katerih držav, recimo? Ja. Teksas, pa take stvari bi... Ali pa, Okej. čeprav Če lahko se- pa če se pridejo tudi k oddaljiva- nam, če ne. se oddaljiva Lahko od pa pridejo Amerike. tudi v Evropo snemati. Pa. Ampak so snemali v eni taki državi, proti katerimi
proti kateri se je Amerika dejansko borila v vojni in je samo ena izmed dveh držav, proti katerim so Američani kadarkoli v svoji zgodovini izgubili vojno. Izgubili so eno vojno leta 1812, ampak ne govorim o tej vojni, ampak o kasnejši vojni, proti kateri je bilo tudi dost protestov na ulicah v Ameriki v prejšnjem stoletju. Ja, v bistvu najbolj nesmiselna vojna, kar jih je bilo. Katera? Zdaj se, tako mi je na pamet padel Vietnam, ne? In to je pač vojna, ki... Zakaj ti je pa to najbolj nesmiselna vojna? Ja, vsaj Američani tako pravijo, ne? Vsaj Američani tako pravijo, se mora po njih zgledovati potem. Mislim, zato ker so toliko svojih ljudi poslali dol, pa tako malo se jih je vrnilo, ne? Ja. Tako da meni je zdaj ta Vietnam tako... Ti je prišel na misel? Ja. In sva zihar za tale Vietnam? Ja, sva. V redu, pa bodva zihar za ta Vietnam. Vietnam je pravilen odgovor. Zdaj sva pa pri zadnjem vprašanju. Tole vprašanje dobiš prav, dobiš 40 evrov. Ni slabo, ni slabo. Kar dobro za par minut, ne? Zadnje vprašanje, 7. vprašanje. Na kateri reki tradicionalno tekmujejo osmerici Oxforda in Cambridgea? Poznava Oxford in Cambridge. Poznava. Zelo prestižni koledži v Angliji. In oni imajo ene bitke, boje, tekme na reki. Na čolnih so in se potegujejo, kdo bo zmagal. Zdaj pa, če se potem fokusirava na Anglijo, glede na to, da so to angleške ekipe. Moje poznavanje rek v Angliji se omeji na Temzo. Tvoje poznavanje se omeji na Temzo? Ja. Aha. Ampak ne vem jih... Se pravi, iz vseh rek, ki jih poznava v Angliji, imava Temzo. Ja. Ok, zdaj lahko to Temzo vzameva, lahko pa tudi menjava vprašanje. Zdaj pa na tebi, koliko si suverena v tvoj odgovor. Tako, verjetno kogarkoli bi vprašala, bi prvo pomislil na Temzo. Ampak zdaj nimava več tega menjave vprašanja. Mislim, da bi nekoga vprašala. Menjava vprašanja pa mava, ja. Kaj pa, če bo tisto vprašanje še slabše? Če bo tisto vprašanje še slabše, se nama pa ne godi dobro. In še najbolj sem prepričan... Ampak dajmo za vsak slučaj zamenjati. Za vsak slučaj zamenjava? Ja, tako, če je že 7. vprašanje... In si zihar, da na to menjava od 7. vprašanja bova pa vedela odgovor? Ja. Odlično, evo, to je ta suverenost, ki sem jo rabil. Greva pa potem na menjavo za zadnjo 7. vprašanje. Evo, in to se glasi. S katero besedo označujemo mrežo delovnih taborišč v nekdanji Sovjetski zvezi? Delovna taborišča? Zgodovinska tematika bolj, ki se je zelo verjetno, kar prepričan sem, tudi omenila pri kaki uri zgodovine v srednji šoli. Oni so imeli taborišča, podobna kot so jih imeli recimo nacisti, kamor so pošiljali politične zapornike, naprimer nasprotnike režima, preprosto ljudi, ki jih niso hoteli. In obstaja poseben izraz za ta taborišča. Ti dam še en mini namig, ti še dam? Ja. Pol pa je vse na tebi, ok? Začne se označba oziroma ime za ta delovna taborišča se začne na črko G. Ima jih pa vse skupaj 5. 5 črk in to označuje ta delovna taborišča, ki so jih imeli v nekdanji Sovjetski zvezi. Galeb ni. Golob tudi dvomim, da so bila delovna taborišča. Gradbinc bi bilo preveč čuden. Kaj še poznava kaj na G? Gulag. Ja. Gulag mi je... Ti je blizu? To mi je zdaj tako ful. Ok. Klikalno nekaj. In čeprav niso bila suverena s Temzo, bova zdaj? S tem bom pa kar zdaj, kaj drugega se pa ne bom spomnila. In gulag se mi zdi, da je neka taka stvar, ki sem slišala. Ki si enkrat pri enem predavanju slišala čez eno uho in mogoče ti malo noter ostal. Ja. Se pravi, je to zadnji odgovor tvoj. Ja? Ja, to je moj zadnji odgovor. Prav.
Gulag je pravilen odgovor na najno zadnje vprašanje. Maja, svaka čast, večno čast in slavo ti bomo dali na televiziji, pa še 40 evrov, ker pa tudi ni slabo. Ja, Najlepša super. hvala ti za sodelovanje. Mi, dragi moji, pa gremo naprej v iskanje novih žrtev našega kviza. Kviz je bil fajn, ne bom rekla, da so bila vsa vprašanja lahka, ampak sem nekako znanje iz petnih žil potegnila in se mi zdi, da je kar šlo. Tako da sem kar zadovoljna, ker za študentski budžet je 40 evrov nekaj zelo fajn. Živjo? Joj, ne, res ne bi. Te motoma, ne? Ja, pa res ne, nisem se na kamero V žal. redu, potem pa veselo in srečno učenje ti želim še naprej, prosim. Živijo? Zihar? Ja. Ampak ti si meni toliko simpatična, po moje si pripravljena za to. Nisi? V redu, pol pa srečno, dobro bodi. Živijo? A sta za eno akcijo? Odvisno kaj, ok, lej, za vaju imam eno vprašanje. A se reče center ali center? Center. Center? Kaj pa ti misliš? Tudi center. Jaz sem za. To je bil eno vprašanje. Zdaj imam pa za vaju še 7 vprašanj in če na vseh 7 odgovorita pravilno, oziroma eno, dva odgovori pravilno, dobita 40 evrov. Za kviz se gre. Spravi ravo nič ni začel delati. Ne, sam pogovarjati se moraš z mano. Res sem pozna. Okay. Ni nobenega keča, da boga drugač midva kaj plačati, ne? Ne, mislim, lahko mi kaj data, zato ker veš, ena napitnica mal. Vsi si dosti cool, ne, ampak To je to, hvala. Ko vam pa ime? Zdravo, Marcel. Magdalena. Magdalena? Erasmus. Erasmus, Magdalena in Erasmus. Šli se bomo, kviz pobere v mestu. Nov dan, nove žrtve. Z mano je Erasmus, ki je pripravljen na tale kviz pobere v mestu. 7 vprašanj mava. Če na vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 evrov. Enkrat lahko vprašanje zamenjaš, enkrat pa lahko nekoga drugega vprašaš za pomoč. Ja, so pripravljena? Sva. Odlično. Gremo kar na prvo vprašanje. Tudi najtežje vprašanje tega kviza. Kateri je tretji delovni dan v tednu? Tretji delovni dan v tednu je sreda. Sreda in to je tvoj zadnji odgovor. Ja. V redu, potem pa vzamem ta odgovor. Ja, nekako sva mogla prebiti let, toliko da pravilno si odgovoril na prvo vprašanje. To je bilo že malo težko, no. To je bilo že kar Malo se težko. umir. Se bom probal malo umiriti s temi vprašanji. Dobro. No, gremo naprej. Drugo vprašanje. Kateri francoski vojskovodja je leta 1797 zavzel Benetke in tako v bistvu končal obdobje Beneške republike? Francoski 97. vojskovodja. Ja, 797. tako. Napoleon bi bil to? Je to 100%? Je zgodovina tvoja močna stran? Ja, kakor kjer del zgodovine. V tem delu zgodovine se mi zdi, da si kar močen. Kje smo ostala pri Napoleonu. Napoleonu? Ja. In to je 100%. Ja, bom rekel, da je. Bova riskirala in rekla, da je Napoleon je pravilen odgovor. Dve vprašanji sva že naredila, zelo suvereno, zdaj greva kar naprej na tretjega. Tretje vprašanje. Kakšno ime iz kulinarike nosijo westerni snemani v Italiji in Španiji? Kakšno ime iz kulinarike? Ja, nosijo westerni snemani v Italiji in Španiji. Poznaš western, ne? Ja, Film, kjer se kavbojci ja. malo med sabo. Zdaj pa, če se recimo na to italijansko in špansko kulinariko fokusirava. Kaj ti pride recimo na misel pri italijanski kulinariki? Ja, ne vem, na to prva stvar, ki jo pomislim, že kakšni makaroni pa pice, ne, ampak. Aha, ok. Če se pri prvi stvari ustavova, ki si jo rekel, se pravi. Makaroni, Ja, ampak malo drugačne oblike, a ne? špageti. To je že, če bi šla na lestvici mrzlo, toplo, sva zdaj že kar na vroče. Torej imava ime iz kulinarike, katerega nosijo westerni snemani v Italiji in Španiji. In ostala sva pri, Špagetih. ja, Torej, vzameš to in pa še besedo western kot tako, jih združiš
Torej, špageti western. Špageti western. To je to? V redu, to je to. Majčkeno sva zaplavala v te kulinarične vode, pa sva prišla do pravilnega odgovora. Zdaj sva že pri 4. vprašanju, polovička vprašanj vseh dobrih. Sedaj pa je čas za oglase, dragi moji. Po oglasih pa se z Erasmom vračamo na 4. vprašanje. Mi smo nazaj z oglasov in z Erasmom sva pripravljena na 4. vprašanje, da greva do konca tega kviza in ga tudi zmagava. 4. vprašanje. Kako se imenuje 542 let star smrkec, najstarejši in najmodrejši izmed vseh? Poznaš smrkce? Seveda. Normalno. Ta rdeč, ne, Ata Smrk. Ata Smrk? Ata Smrk. On je ta najstarejši, ta najbolj moder. Najstarejši, najbolj moder, malo rdeč. Malo rdeč, ja. pa tudi malo moder v končni fazi, če so smrkci. Moder v rdeči preobleki. Tako, ja. Mogoče malo komunista. Ne vem. Jaz bom samo ostal na tem, da so smrkci pa da so zabavni. To se pa strinjam. In to je zadnji odgovor. Zadnji. Zadnji odgovor je tudi pravilen odgovor, tako da sva že čez dobro polovičko. 4 vprašanja sva obdelala, 5, 6, 7 vprašanja so še pred nama, na voljo imava še 2 pomoči. Enkrat lahko vprašaš nekoga drugega za pomoč, enkrat lahko še zamenjava vprašanje. Dobro. Super. 5. vprašanje. Kakšno je slovensko ime za francosko junakinjo iz 15. stoletja? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Ja. Kakšno ti zveni? Kam bi umestil to ime? 15. stoletje. Tako. Pa recimo geografsko najprej, dajva ga umestiti. Jeanne d'Arc, to se mi zdi francosko. Ok, začetek je v redu. Prava slovensko ime te najne junakinje. Ona se je bojevala za francosko kraljevo vojsko v 100-letni vojni med... Ivana Orleanska. To je ta odgovor? To je ta odgovor. Ivana Orleanska je pravilen odgovor. Očitno nisva toliko zgrešila, ker sva prej rekla, da si kar dobro v zgodovini, ne? Ja. Kaj enkrat pride 100-letna vojna na plano, sva takoj pri Ivani Orleanski. Evo, odlično, še obe 2 pomoči imava, toliko da tole šlo kar suvereno skozi. 6. vprašanje. Pomoči kateremu kontinentu je bil namenjen Marshallov načrt? Marshallov je bil v Evropi. Sigurno? Po vojni obnovi Evrope. Mislim, da bi ti lahko začel sprašvati in da bi jaz začel odgovarjati, ker ti totalno poznaš zgodovino Marshallovih načrtov Ivane Orleanske. Ja, definitivno, to je pravilen odgovor. Obnovi Evrope je bil namenjen, ja. Ja, pa sva pri zadnjem vprašanju, ne? Zadnje vprašanje, odgovoriš tole pravilno, dobiš 40 €, simple kot pasol. Sva pripravljena? Sva. Super. Tole pa ni toliko zgodovinsko, kot je mogoče geografsko vprašanje. V kateri evropski prestolnici je sedež Zveze NATO? Sedež Zveze NATO, v kateri prestolnici? Mava kakšen imaš mogoče izbor nekaterih prestolnic, med katerimi bi izbiral? Glede na to, da je tako večina stvari v Bruslu, tako da Bruselj je opcija. To je opcija? Ja, jaz Luksemburg je opcija. Ok. Zdaj pa treba nekaj od tega izbrati. Mava še zmed na voljo tudi 2 pomoči, ne? Še vedno lahko menjava vprašanje, lahko tudi nekoga drugega prosva za pomoč. Lahko nekoga mimo jodočega prosiš, kakšnega prijatelja lahko tudi pokličeš. Če pa veš odgovor na to vprašanje, pa to zate pomeni zmago. Zdaj, Luksemburg ali Bruselj, na temu se zdaj... Ja. Ok. Pred to prestolnico je bil sedež Zveze NATO v Londonu in v Parizu, ampak teh 2 prestolnic sploh midva nimava v mislih. Ja, to nista opciji. A lahko en klic opravim? Definitivno lahko klic opraviš. Koga bova pa klicala? Še ne vejo, bova malo pogledala po imeniku. Ja, po moje, zdaj razmišljam, da bi fotra, bi... Aha. Če mogoče telefonsko kakšnega geografa, zgodovinarja,
nekoga, ki pozna naše prestolnice in Ja, ali pa mogoče koga, ki je vojni navdušenec, ne, da pozna tole našo zvezo NATO in ve, kje je Bruselj zveze NATO. a če si mi ne javil, se šteke, da sem porabil? Če ali- se ti ne javi, bova probala še nekoga drugega poklica, zelo na hitro. Dobro. Koga pa kličeva zdaj? Enega prijatelja, Enega prijatelja, ja, ki mu je ime Tjaž. 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 No, super, upajva, da bo Tjaž vedel odgovor na to vprašanje. Se pravi, vprašanje, v kateri evropski prestolnici je sedež zveze NATO? Tjaž je sošolc tvoj, ne? Sošolc. Ok. Upajmo, da bo tale naš Tjaž Erasmu prinesel 40 evrov. Letijo, 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 kot teli naši telefonski valovi. Tjaž malih siesto. Možno. A pravimo še koga drugega poklicati? Lahko probava nekoga drugega poklicati. Bomo probali nekoga drugega poklicati. Hvala pa upajva, da te bo Tjaž nazaj klical, da mu šlo povedal, Tjaž, sem te klical, ker sem rabil tvojo pomoč, ampak v resnici ne rabim več, ker sem dobil 40 evrov, kakorkoli. Dobro. Sem jih mislil s tabo prej deliti, ampak zdaj, ker mi nisi Bom zdaj pomagal. še enega prijatelja, Petra. Peter, Peter, on je pa v bistvu moj mentor. tvoj mentor, Ja. pri čem? Prej v krožku, ki organiziramo okrogle mize. Ok, se pravi, on meni zveni kot človek, ki ima veliko znanja. On je človek z veliko znanja, sploh tako političnega pa to. Ja, Tako da to. on, če se mi javil, on mislim, da bi mogel vedeti. Peter, če bi bil na tvojem mestu, bi bil Peter kar moja prva izbira. Peter, človek, ki organizira okrogle mize in ima politično znanje, je človek, ki zna odgovoriti na to vprašanje. Jaz verjamem v to, držim pesti za to. Samo upamo, da se javne. Ja, upajmo, da se bo javil. Peter ravno snuje eno okroglo mizo, nima največ časa za telefon. Ja, ali pa še na faksu. Ali pa je na faksu. On je tudi še študent. Še študent, ja. Še študent. Ali pa že, ne? V Ali primerjavi pa z mano že. Ja. Saj ti pa kaj, drugo leto? Drugi letnik, ja. Ja, noč. On se je tudi najavil. On se tudi najavil. Lahko še vedno probava s telefonskim klicem, lahko zamenjava vprašanje, lahko vprašaš koga, če ve. Lahko vprašaj kogarkoli mimo dolžga. Lahko kogarkoli. Lahko kogarkoli mimo sedočega vprašaš. Gospodična tamle. A je Bruselj? Gospodična s pomočjo Bruselj. To je pa bilo suvereno. Zaupaš toliko mladi gospodični tukaj, da je pravilno odgovorila na tvoje vprašanje? Zaupam. Zaupam. No, Bruselj je pravilen odgovor. Tako da Erasm, čestitke, usvojil si 40 evrov s pomočjo gospodične tukaj. Tako da je edino pravilno, da se eno kavico časti gospodične. Hvala Erasm za sodelovanje. Upam, da boš dobro preživel dan in tudi dobro teh 40 evrov porabil. Enako? No, brez 40 evrov. No, tale kviz mene majstor me je pobral kar na ulici, tako da sem skoraj da mogel sodelovati, ne le 40 evrov za ston. Mislim, zakaj pa ne, sem lahko porabil svoje znanje. Sicer pa vprašanja niso pretirano težka, z malo pomoči je šlo. Tako, dragi moji, prišli smo do konca oddaje, ne pa tudi do konca zabave. Z nami se lahko zabavate od ponedeljka do petka ob 8 zvečer na TV3 in gledate kviz Poberi v mestu. Do takrat pa, caka, se vidimo!